Danes si bomo pogledali ilustracijo Janeza Vidica za knjigo Johna Steinbecka z naslovom Rdeči konjiček, ki je izšla leta 1964 pri mariborski založbi Obzorja. Tukaj je nekaj novega. Torej, lep pozdrav ponovno v Umetnostni galeriji Maribor. Midva sva Urša in David. In David. Danes si bomo ogledali ilustracije. Ja, kaj pa je to ilustracija, David? Kje Ilustracije so v knjigah, slikanicah, na kakih papirjih, pa tako. Torej, David nam je malo povedal o tem, torej, kaj je to ilustracija. Ilustracijo torej običajno vidimo v knjigah, slikanicah in ima v bistvu nalogo, da nam zgodbo, ki jo je avtor, pisatelj recimo napisal ali pesem, predstavi tudi na drugačen način, torej na likovni način. David, kaj imaš raje, z knjige z ilustracijami ali take brez ilustracij? Slikanice najrajše, ker ne rabiš nič brati. Aha, torej je v bistvu zgodba, ja? Tako da lahko sam napišeš kakšno zgodbo. To tudi. Ilustracije, kaj No, si David, zdaj pa še majčkeno počakaj, nekaj moram še jaz povedati, veš. Ilustracija v knjigi ima tudi takšno vlogo, da nam lahko marsikaj sporoča. Torej, v zgodbi, ko beremo kakšno zgodbo, napeto ali knjigo, v bistvu po eni strani beremo besedilo in nam pisatelj ali pisateljica o tej zgodbi pripoveduje to nekaj, hkrati pa nam lahko dosti veliko informacij o zgodbi lahko da tudi slika oziroma ilustracija, ki jo običajno narišejo ali naslikajo ilustratorji in ilustratorke. To so umetniki, ki se ukvarjajo prav posebej z ilustriranjem knjig in zgodb. Kakšna se ti zdi tale ilustracija? Zanimiva. Kaj pa ti je čudno? Kaj ti je čudno na tej ilustraciji? Konj ti je čuden. Zakaj pa se ti zdi čuden? Oranžne barve. Morajo pa biti vse črne ali pa bele ali pa rjave. Aha. Rdeče pa oranžne. David, no, na tej ilustraciji, katere barve pa vidiš? Oranžne pa belo pa črno. Točno tako. Samo oranžne, zakaj je Torej, oranžne? ja, no, zdaj bom pa jaz nekaj razložila. Ilustracije so vedno v knjigah natisnjene, je tako. Ja. In zato, ker jih morajo v tiskarni natisniti, so včasih tiskarji rekli ilustratorjem, torej umetnikom, ki so risali ali slikali ilustracije, so jim rekli, poglejte, da bomo lahko to natisnili, imamo na voljo samo dve barvi. In torej mora biti ilustracija narisana samo v dveh barvah. Tukaj imamo torej črno in rdečo. Kaj pa bela? Odkud pa pride bela, David? Iz tiskalnika. No, ampak kakšne barve je tisti papir, na katerega tiskamo? Bele. Bele, ne? Torej imamo torej barvo papirja, ki predstavlja tretjo barvo. In podobna je ilustracija tale tudi tukaj. Koliko barv vidiš tukaj? Dve barve. Kateri dve pa vidiš? Tri. No pa povej, katere barve vidiš? Tako bolj rjavo, Ja. črno, belo. Črno in belo, ne? Torej spet je imel ilustrator navodilo, torej da ima tiskar na voljo malo barv, zaradi tega ni mogel uporabiti več različnih barv. Zakaj pravzaprav sploh imamo ilustracije? Zato, da lahko zgodbo, ki jo preberemo v knjigi, tudi zraven doživimo še na drugačen način. Morda, recimo, umetnik nariše na ilustraciji ali naslika nekaj takega, kar v sami zgodbi ni niti omenjeno in doda nekaj svojega. In tako v bistvu lahko zgodbo še na boljši način razumemo in tudi še bolj vklopimo svojo domišljijo. Midva z Davidom ne poznava zgodbe o Rdečem konjičku. Verjetno jo tudi ti ne poznaš.
Lahko pa si dobro ogledaš to ilustracijo, vklopiš domišljijo in si predstavljaš, kaj živali in osebe v zgodbi počnejo. Zdaj bi vas pa povabila tudi na delavnico in sicer lahko na naši spletni strani zdaj kliknete na povezavo, ki vas bo povezala do pravljice Mariborske knjižnice, ki je v sodelovanju z Radiem Maribor posnela en velik nabor pravljic, ki jih lahko, v bistvu so prosto dostopne in jih lahko vsakdo na njihovi spletni strani posluša. In mi bomo pa izbrali pravljico z naslovom Rumena štorklja. Torej na spletni strani naši imate povezavo, kjer lahko dostopate do te pravljice, lahko jo poslušate, kolikokrat želite, in ko se vam bo utrnila kakšna ideja, lahko tole pravljico potem tudi ilustrirate in nam svojo ilustracijo lahko fotografirate in nam pošljete na naš elektronski naslov. Lahko ilustrirate torej pravljico v katerikoli tehniki, ki vam je najljubša. Lahko ilustrirate s svinčnikom, z barvicami, s flomastri ali pa celo s temperami ali z akvarelnimi barvicami. Tako da vabljeni, da se zdaj lotite dela. Pridi, greva. Jaz sem Tinkara Ela Furlan in sem poslušala pravljico o rumeni štorklji in sem narisala rumeno štorkljo, ki pleše. In pač v pravljici se je dogajalo, da je en študent na steno narisal rumeno štorkljo in potem je gospodar neke čajnice pač cel čas uporabljal te štorklje, da je plesala za goste, ko so prišli.